Pozdravljeni vsi skupaj prisotni. Danes vam bom predstavil nek krajši povzetek stvari, s katerim se v bistvu ukvarjamo že, lahko bi rekel, v bistvu kar nekaj let. Mogoče od podoktorskega izobraževanja naprej. Je pa to stvar, ki se v bistvu kar precej dotika tudi naše usode kot človeštva, se pravi nekako malo širše od same kemije pa kemijskega inženirstva, ampak seveda, glede na to, da sem tudi sam kemijski inženir, bi se pa najbolj dotaknil pač tega kemijsko-inženirskega aspekta in njegove vloge, ki ga ima v postopkih kroženja ogljika in dušika. Zdaj seveda to ogljik in dušik sta dva precej temeljna elementa za življenje, to vsi vemo, seveda so tudi številni drugi, ampak te nekako so zelo pomembni zaradi tega, ker v bistvu se prek hrane, prek dihanja v bistvu pridejo v našo, tudi inženirsko bi lahko rekli, tem biomase. Zdaj, kaj so v bistvu sploh izzivi, s katerimi se srečujemo danes? Zdaj, samo kemijsko inženirstvo, zgodovinsko, se je začelo razvijati recimo nekako na začetku prejšnjega stoletja, sicer na začetku historično predvsem v Angliji z razvojem teh enotnih operacij, destilacij, ekstrakcij in tako naprej, ampak nekako širši razmah vsi nekako priznavajo, pa je doživelo, ko se je v Ameriki bolj širše začela rafinacija nafte. Ja, se opravičujem. Se pravi za rafinacijo nafte. In takrat v bistvu se je začela neka taka v bistvu, recimo temu industrijska revolucija, ki smo ji še danes priča, ampak v bistvu v tem trenutku, in to je en del teh izzivov, s katerimi se srečujemo, pa v bistvu se nekako nahajamo v neki novi dobi, že nekaj časa bolj opaznega antropocena, kjer v bistvu je človeštvo tisto, ki je začelo bolj opazno, recimo temu, spreminjati krajino industrijsko, predvsem pa tudi nekako v smislu samega okolja. Zdaj, tukaj je tak graf kot izhodišče in predstavlja neke izpuste CO2-ja v okolju, koliko jih imamo. Zdaj, v tem trenutku lahko ob strani pustimo, čeprav je to kar velik izziv, kakšen vpliv ima to na širše okolje, ampak že če ne drugega, je precej zgovorno dejstvo, da v bistvu tega ogljika, v tako bogati obliki, kot ga poznamo, se pravi v obliki premoga, nafte in zemeljskega plina, kjer je v bistvu energetsko zelo bogat, imamo v omejenih količinah. Kar pomeni, da načeloma iz neke energetsko bogate oblike ga spravljamo v energetsko sorazmerno inertno obliko, kar v bistvu je ogljikov dioksid, molekula, ki je zelo težko pretvorna. In nekako podobno je tudi z dušikom, pri čemer je seveda teh emisij dušika ven, je pa dejstvo tudi, da ta dušik s svojimi tremi vezmi v molekulami je izjemno težaven za predelavo. No in z dušikom nekako bi tudi nadaljeval. Zdaj, zakaj sam dušik je pomemben, mogoče bolj za laike. Dušik na nek način je ključna sestavina, seveda nekaj, mogoče temu lahko rečemo energetske krajine, se pravi proizvodnja amonijaka iz dušika, da danes pobere nekaj 3% svetovne proizvodnje energije, kar v bistvu je kar veliko, če si predstavljamo, da ne gre v bistvu za neko gretje, za elektriko, ampak zgolj za proizvodnjo. In zakaj je to pomembno? Ker dušik v obliki amonijaka konča v praktično vseh umetnih gnojilih in umetna gnojila so v tem trenutku še, bomo videli v prihodnosti, če bodo mogoče neke druge oblike, bolj bioloških ali pa biognojil, lahko na nek način pomagala, ampak na nek način kratkoročno ne vidimo neke zelo enostavne ali pa jasne alternative. Kar pomeni, da recimo ob nekih izrednih dogodkih, kot je bil recimo začetek vojne v Ukrajini, smo priča tudi ne zgolj drastični podražitvi energentov, ampak tudi skokoviti ceni umetnih gnojil in seveda v naslednji iteraciji hrane, kar je pa tisto, kar nas poleg energije kot človeška bitja izjemno prizadene. Zdaj,
kako to sploh izgleda, se pravi klasično, kako mi amonijak iz dušika, v smislu kožene dušika, proizvajamo. Gre za v bistvu sorazmerno star proces, ki je pa skozi zadnjih recimo 100 let, tudi Nobelovna nagrada je bila mimogrede podeljena dvakrat za izboljšave na tem konkretnem postopku, doživela veliko nekih izboljšav, sprememb, ampak na koncu še vedno gre za izjemno visoko tonažni, izjemno termično in energetsko integriran proces, centraliziran, tako imenovana različica Haber-Boschovega postopka, kjer v bistvu v kemijskem reaktorju, ko kontaktiramo vodik in dušik, vodik med drugim prihaja iz zemeljskega plina, prihajamo zaradi termodinamskih omejitev, se pravi zaradi kemijskega ravnotežja do zelo nizkih konverzij. In zaradi tega moramo ves ta plin krožiti in seveda to se splača zgolj v neki zelo integrirani različici. No, in zdaj prihajamo do teh izzivov, kjer pa po eni strani želimo seveda imeti večji dostop in neko večjo suverenost, energetsko in ne nazadnje prehrambeno, in po drugi strani tudi amonijak nekako razpoznava kot zelo zanimiv nosilec za shranjevanje vodika, ki bo praktično edini brezoglični, kolikor gledamo izpuste ogljikovega dioksida kot izziv, nosilec. In kar naenkrat se nam pojavi neboj nekih izzivov, kako v bistvu ta proces sedaj pomanjševati. Kar naenkrat, recimo inženirstvo zgodovinsko je delalo na povečevanju procesov, še vedno dela, mimogrede, ampak zdaj se pa velikokrat sooča z izzivi pomanjševanja. In tudi pomanjševanje je daleč od tega, da je trivialno, še posebej takrat, ko so procesi izjemno zoptimizirani, kar seveda sabo prinese, da so tudi, ko so manjši, veliko dražji. Ogromno dela na katalizatorjih, ogromno dela na sami izvedbi procesov. In rešitev za to, poleg znanosti o materialih, kemijskega inženirstva, je v bistvu nekaj, kar danes v Evropi imenujemo dvojni prehod. Zakaj dvojni prehod? Ker v bistvu poleg zelenega prehoda, ko želimo uporabljati predvsem obnovljive vire energije, se zavedamo, da v bistvu bo to šlo zgolj z uporabo napredne digitalizacije in računskega razumevanja in tudi vodenja postopkov na različnih skalah. Večravensko opisovanje, modeliranje simulacij in ne nazadnje tudi izboljševanje procesov v bistvu nekako pomeni, da mi na različnih velikostnih nivojih procese, materijale, kemijske reakcije razumemo, jih potem poskušamo optimizirati, izboljševati in seveda tudi povezovati. Se pravi, gremo od ravni atomov preko tako imenovane mezoskale, kjer gledamo neko dinamiko teh molekul, atomov in tako naprej, do kontinuuma, kjer imamo že opravka z tokom tekočin, z laminarnim tokom, turbulentnim tokom in s tem pridemo na raven nekih, recimo, kemijskih obratov, proizvodnih obratov in rafinerij. Kar se tiče same katalize, recimo, običajno velja, če nek proces razvijate že 100 let, prav veliko možnosti za izboljšave več ni. Ampak običajno so materiali in procesi nerazdružljivo povezani, kar pomeni, da ko se enkrat iz izjemno visoko integrirane ravni obsega spustimo na majhno izvedbo, recimo pri sintezi amonijaka in umetnih gnojil, se kar naenkrat srečamo tudi z nekimi izzivi, za katere prej sploh nismo pričakovali, da se bodo pojavili. V tem primeru gre za to, da v bistvu želimo, da ne zgolj želimo, ampak moramo postopek voditi pri drastično nižjih temperaturah in drastično nižjih tlakih, kar pa pomeni, da v tem primeru kataliza, ki v bistvu je pospeševanje samih kemijskih reakcij, to je nekakva stvar, ki se že v srednji šoli naučimo, mora delovati bolj učinkovito. In v tem primeru se seveda porodi potreba po novih katalizatorjih, drugačnih katalizatorjih, ki morda prej niso bili zanimivi. In v bistvu ta večravenski opis, ki sem ga prej omenil, tudi na nek način pomaga pri tem.
Na kakšen način? Mi imamo opravka pri sintezi amonijaka, ki je sorazmerno enostavna reakcija, z velikim številom nekih osnovnih korakov. Vsak od teh korakov se ob interakciji s katalizatorjem obnaša drugače. Se pravi, kar mi potrebujemo delati, je za vsakega od teh korakov, tudi če pogledamo zelo enostavne katalizatorje, recimo samo neke kovinske kristalne ravnine, pogledati, razumeti in nenazadnje tudi inverzno načrtovati, kaj se bo dogajalo. In tukaj je primer recimo rutenija, ki je izjemno znan dober katalizator za različne kemijske reakcije pri sintezi amonijaka iz dušika. Gre za različne reakcije, za različne položaje, za različne ravnine in vse to v službi tega, da že v zelo enostavnem primeru pridemo do rekonstrukcije nekih nanodelcev, nekih realističnih kristalitov, s katerimi se srečamo na nekem katalizatorju. Če si pogledamo take nanodelce, običajno na katalizatorju imate eno široko porazdelitev, ampak seveda, če poznate, kako potekajo vse te reakcije kemijske na izjemno različnih ravninah, robovih, defektih in tako naprej, v bistvu lahko z nekim ciljem, z neko tako imenovano objektivno funkcijo, na koncu izdelamo tako imenovani idealni katalizator. Model nam pove, kako veliki morajo biti delci, kakšne ravnine morajo imeti delci, kakšne morfologije naj bodo delci, da imajo defekte ali ne. Vse te stvari nekako implicitno izpadajo v načeloma precej povezanih modelih, ki nam povedo, kako močno se posamezne molekule na katalizator vežejo, kako hitro posamezne reakcije na katalizatorju potekajo in kakšno je nenazadnje kemijsko ravnotežje, se pravi, kako hitro potekajo tudi reakcije v obratno smer. In vse to seveda se da ob odsotnosti eksperimentov, ki pa so seveda prej nujno potrebni, da izračunati oziroma predvideti tudi na tako imenovani ab initio način, se pravi v odsotnosti kakršnih koli meritev. In tukaj je še ena ilustracija, recimo za nekim takim tako imenovanim heatmapom oziroma barvnim prikazom, čist za neke preproste stvari, recimo za neke aktivacijske energije, zgolj kot ilustracija, kako lahko na različnih mestih, na različnih nanodelcih tako imenovani najpočasnejši korak, kar pomeni v bistvu korak od vseh reakcij, ki je tisti, ki dejansko omejuje sintezo, različno hitro poteka. In ko enkrat v bistvu mi res neko to globoko razumevanje, ne pozabite, da še vedno govorimo samo o sorazmerno enostavnih enokovinskih katalizatorjih, lahko napovemo, kako se nam bodo posamezne specije razvijale. Zdaj, če imamo enkrat po času, to pomeni tudi vzdolž kemijskih reaktorjev, oziroma če imamo opravke z zaprtimi posodami, šaržnimi reaktorji, vzdolž časa. Zdaj, tukaj imamo logaritemsko skalo, kar pomeni, da vidimo zelo raznorodne procese, od adsorpcijo na površino, desorpcijo in vzpostavitve različnih tipov ravnotežja glede na hitrost. Na ta način v bistvu mi pristopimo k izzivom katalize, ki se porajajo v pomanjševanju običajnih postopkov za sintezo amonijaka. En korak naprej, ko razmišljamo, če sem prej omenil, da vodik danes pri sintezi amonijaka skoraj ekskluzivno pridobivamo iz zemeljskega plina. En korak naprej je, da razmišljamo, kako ta vodik, ki se trenutno pridobiva iz zemeljskega plina, pridobiti iz elektrolize vode. Spravi en korak naprej. In še en korak naprej je seveda, da v bistvu same elektrolize vode sploh ne delamo, ampak da iz dušika raztopljenega v vodi s pomočjo sončne svetlobe proizvajamo amonijak. Se pravi, da naredimo še korak naprej, ne uporabljamo fotovoltaike oziroma sončnih panelov, ločene elektrolize in ločene sinteze, ampak vse skupaj naredimo zgolj v enem koraku. Se pravi, v tem primeru
pa gre za to, pri načrtovanju katalizatorjev in posledično tudi postopkov, da moramo v bistvu na novo načrtovati materiale in katalizatorje, ki v bistvu ne zgolj katalizirajo kemijske reakcije, ampak tudi uspešno zajamejo sončno svetlobo. In to so tako imenovani polprevodniki, polprevodniški elementi, v tem primeru recimo titanov dioksid ali pa cinkoksid sta v sami katalizi ena izmed najbolj običajnih, ampak vedno, ko imate opravka za zajemom sončne svetlobe, se srečate z nekimi polprevodniškimi materiali različnih kompleksnosti. In na ta način prav tako lahko de novo oziroma ambicijo preračunavamo oziroma načrtujemo, kako bo v neki daljni prihodnosti, v neki integrirani obliki ta proizvodna amonijaka na enem samem mestu s pomočjo res obnovljivih virov, se pravi dušika iz zraka, vode in sončne svetlobe, lahko potekala v enem koraku. Zdaj, kot sem že omenil prej, amonijak je za nas, za človeštvo izjemno pomemben, se pravi množenje dušika preko umetnih gnojil, preko hrane in tako naprej, je pa tudi ključni nosilec za shranjevanje vodika. Zdaj, zakaj je vodik za nas zanimiv? Zaradi tega, ker v bistvu je načeloma edini možen kemični način shranjevanja energije, ki je nefosilen, se pravi, ki izvira iz vode. Kaj pa je ključni izziv? Ja, načeloma podobno kot pri pretvorbi dušika, pri pretvorbi ogljikovega dioksida, da če smo imeli prej opravka z pretvorbo izjemno energetsko ugodnih molekul, se pravi zemeljskega plina, nafte, kjer v bistvu v primeru sežiga, kar naenkrat dobimo iz nje ogromno energije, je pri cepitvi vode, kar v bistvu elektroliza oziroma pridobivanje zelenega vodika je izziv obratni. Se pravi, moramo ogromno energijo vložiti, da lahko cepimo vodo. Se je to ne nazadnje, je v bistvu tudi princip, zaradi katerega v bistvu življenje na zemlji je tako, kot je. Se pravi, kemijska vez, izjemna stabilnost vode. Zdaj, vodik v neki daljni prihodnosti, se pravi, vodik tudi v človeštvu ni tuj, že zdaj ga v bistvu precej časa v obliki nekih rafinarij in podobnih obratov uporabljamo, ampak nikoli ga pa nismo uporabljali v takem obsegu in na takšen način, kot si ga želimo uporabljati v prihodnosti. In nek koncept, ki ga tukaj omenjamo, so poimenovane vodikove doline, kjer v bistvu vodik na nek način začenja, ne bom rekel nadomeščati, ampak mogoče vsaj dopolnjevati to, kar danes poznamo v obliki zemeljskega plina. Se pravi, nek energent, neka kemijska surovina, neka hramba obnovljivih virov energije in tako naprej. Tukaj imate ilustriran sam nek koncept, vidite, da gre za ladijski prevoz, za vlak, za neko kemijsko tovarno, ne nazadnje tudi recimo bivalne enote. Zdaj, v bistvu to je bilo nekako v Evropi razpoznano že kar nekaj časa nazaj in v bistvu tudi sami smo se raziskovalno začeli s tem soočati. Recimo tukaj neka schema enega izmed prvih takih projektov, v bistvu bo ravno letos vpihnil 10. sličko, ki je bil v bistvu v sami osnovi konceptualno zelo napreden, se pravi, energijo dobivamo iz obnovljivih virov, cepimo vodo, proizvajamo vodik, ogljikov dioksid dobimo z zajema in oba dva skupaj kontaktiramo v kemijskem reaktorju, kjer dobimo metanol kot gorivo, kemikalijo, ki gre lahko v izjemno široke aplikacije. Seveda temeljna zmoda, ki danes vemo, da pač ni prava, je, da v bistvu ogljikov dioksid zajemamo v energetski industriji, se pravi, takrat je šlo za neko termoelektrarno na premog, danes pa vemo, da to nima smisla, vendar je ogromno sektorjev, kjer v bistvu razogličenje, defosilizacija ni tako enostavna. Se pravi, ne moremo preprosto zamenjati energente, recimo industrija cementa je tipični tak primer. Tudi če mi povsem zamenjamo energent na vodik ali pa na drug način elektrificiramo, bomo vedno imeli določen izpust ogljikovega dioksida zaradi tistega, ki je kemijsko vezan v surovini, v mineralu. Že omenim amonijak. Zdaj, kje ne bi vodik dobil tiste prve, recimo širše zametke uporabe?
Zdaj, mobilnost je mogoče nek sektor, verjetno že veliko lajkov iz novic ali pa tako pozna, recimo avtomobile na gorivne celice, avtomobile na motorzno izgorevanje vodika, pa vendar je tukaj precej izzivov. Morda dolgoročno celo bo, ampak v tem trenutku, kjer že sedaj poznamo določene zgodne znanilce uporabe vodika, pa vidimo to predvsem v industriji. Recimo, en zelo lep tak primer sodelavanja oziroma delovanja je uporaba vodika v industriji taljenja stekla, tole delamo torej v Zasavju, in dejansko stvar že v tem trenutku v nekaterih primerih ekonomsko pije vodo, kar pomeni, da zaradi same razlike med lastno ceno stekla taljenega z vodikom in proizvodov, in se pravi z dodano vrednostjo, lahko upravičimo uporabo vodika in seveda s tem tudi cenitve vode. Ko se pomikamo navzdol po neki lestvici dodane vrednosti, se pravi od nekega premium stekla kot mogoče bolj bazični kemiji, recimo v tem primeru za proizvodno peroksida, se nam seveda tudi ta marža manjša. Se pravi, možnosti te dražje surovine, vodika kot dražje surovine se nam nekako krčijo. Pa vendar obstajajo določeni primeri, kjer recimo to poskušamo za vodikov peroksid, za proizvodno žvepla, katerega danes se bom zgolj dotaknil, žveplo poleg oglika in dušika je še en element, ki je za nas zelo pomemben, mogoče malo manj kot dušik in oglik, pa vendar. In na koncu seveda pristanemo tudi pri ogliku kot tistem ključnem elementu za biosfero, za v bistvu biomasa oziroma pač živa bitja, kot jih poznamo, vsa smo v bistvu oglična bitja. In seveda, vkolikor želimo preiti od surovinskih virov, ki jih poznamo trenutno, nafta in zemeljski plin, v bistvu nam ostajata samo dva obnovljiva vira ogljika. En izmed teh virov je biomasa, drevesa, morska biomasa, alge in tako naprej, ampak seveda tukaj se srečamo s številnimi izzivi. Se pravi, za razliko od nafti ali pa zemeljskega plina je ta biomasa bolj neenakomerno porazdeljena po zemeljski obli. Drugi izziv je, da je precej raznorodna, se pravi, sestava se bistveno bolj spreminja od recimo zemeljskega plina ali nafte. In tretji izziv je pa, da velikokrat v bistvu s tem, ko se poslužujemo tega vira ogljika, v bistvu na nek način tudi uničujemo biodiverziteto. Tako da v bistvu biomasa daleč od tega, da bi bil recimo temu idealen vir ogljika. Seveda imamo pa drugi vir ogljika, ki je praktično neomejen, hkrati isti, ki nam predstavlja največji izziv trenutno kot človeštvu, in to je ogljikov dioksid. Glavna težava ogljikovega dioksida, poleg tega, ki ga seveda sami emitiramo in ga lahko zajamemo na nekih izpustih, pa je, da je za razliko od dušika v zraku izjemno razredčen. Se pravi, medtem ko imamo v samem zraku dušika veliko, večino, pravzaprav več kot kisika, imamo ogljikovega dioksida v ppm, stotinah ppm. Kar pomeni, da sam zajem iz zraka je izjemno energetsko in cenovno neugodno. In po analogiji nekako, se pravi, neka tretja generacija razvoja, ki nas zanima pri samem CO2-ju, podobno kot prej pri dušiku, je, kako iz vode, CO2-ja stopljenega vode in sončne svetlobe v bistvu pridelovati neke surovine oziroma kemijsko zanimive molekule za nas kot človeštvo. Se pravi, zgodba precej podobna tisti na strani dušika. Seveda s to razliko, da v tem primeru lahko kar naenkrat tvorimo veliko več nekih molekul in pa seveda, da je ogljikov dioksid v samem viru, se pravi v zraku, veliko bolj razredčen. In to je tudi nek tak pristop, s katerimi se v kemijskem inženirstvu trenutno srečujemo. To je neka ilustracija, tega recimo. Zdaj, če po eni strani na ravni atomov poskušamo razumeti in izboljševati nek ustroj katalizatorjev na atomski ravni. Ko enkrat se bližamo realnosti, seveda moramo pogledati, kaj se dogaja na večjih površinah, na večjih katalitskih površinah.
površinah. In tam od teorije gostotnega funkcionala, ki dejansko dela na ravni posamičnih atomov in molekul, pridemo do bolj, recimo temu širokih površin, tako imenovanega kinetičnega Monte Carla. Za razliko od teorije gostotnega funkcionala, ki deluje res na tisti najnižji ravni atomov in molekul, in kjer več ali manj izračune delamo v tako imenovanih in vakuum pogojih, se pravi ob odsotnosti plina, z neko to mezoskalo počasi začnemo gledati, kakšen je vpliv tlaka, kakšen je vpliv sosedov, se pravi teh molekul na površini katalizatorjev, ki trkajo pred sabo, in v bistvu na ta način lahko gledamo recimo različne te generacije pretvorbe ogljikovega dioksida, od seveda klasične termokatalize, kar poznamo že danes, do elektrokatalize. Se pravi, elektrokataliza je že samo pridobivanje vodika, no v primeru pa, če imate v vodi ali pa elektrolitu recimo za raztopljen ogljikov dioksid, pa lahko na ta način pretvarjate elektrokemijsko tudi slednjega. In s pomočjo kinetičnega Monte Carla, za razliko od temperature kot parametra do potenciala kot parametra, lahko pogledamo, kaj so tisti koraki, ki omejujejo reakcijo, kako naprej, kako katalizator, v tem primeru elektrokatalizator, izboljšati. No, še eno stopnjo nad tem, se pravi, zdaj smo prišli nekako od atomov do nekih razširjenih površin, kar v bistvu katalizatorji so. Ko pa se začne na teh površinah, ali pa recimo v nekih zeolitih, nekih poloznih katalizatorjih, neka omejitev za prostorom ali pa nalaganje nekih molekul elektrolita, pa se srečamo s tako imenovano višjo ravnjo mezoskale z molekulsko dinamiko. In tukaj recimo nek tak primer, v bistvu koliko molekul že nekako lahko damo skupaj in gledamo, kako se obnašajo v neki taki bolj kondenzirani obliki. V tem primeru gre za računsko veliko bolj potratne postopke. Tukaj je nek primer, recimo, koliko jedr uporabljamo, pa še vedno za ene take sorazmerno enostavne preračune. V tem primeru recimo uporabljamo tale mariborski superračunalnik, ki je trenutno najboljši, kar ga v Sloveniji ne moremo, in na ta način res se prebijamo od tiste najnižje atomske skale do mezoravni. Ampak še vedno smo na neki taki ravni 10.000 molekul. Kaj pa, ko enkrat pridemo res do nekega kemijskega reaktorja, pa da lahko si ga predstavljamo, da bomo velikost recimo polovica neke prisotne. No, takrat pa v bistvu imamo upravka z nekim tem omrežjem, ki smo ga zdaj nekako vrednotili s temi različnimi pristopi, se pravi, kako hitro dogodki potekajo, kako molekule interagirajo med sabo, kakšno je ravnotežje, je neka prostorska omejenost. No, zdaj pa nas zanima v bistvu še ta vpliv kontinuuma. In v bistvu, kaj je računska dinamika tekočin? Ta, recimo, neka najvišja skala simulacij, ki nam pove v bistvu, kako te postopke dizajnirati. V bistvu gre za tok tekočin, plinov, kapljevin, in kaj z njimi lahko pogledamo? Lahko pogledamo, kako se naš fluid recimo ureja. Najbolj znani prispodobe tega, ali pa slike tega so recimo, ko se gleda aerodinamika letala, avtomobilov. No, podobno lahko naredimo tudi v kemijskih reaktorjih. Lahko gledamo, kako dobro se nam prenaša toplota in snov. Tukaj je recimo primer neke integrirane gorivne celice. Lahko ne nazadnje gledamo tudi, kako dobro se nam v naših reaktorjih snovi mešajo. Zdaj seveda, kdorkoli se malo ukvarja z recimo tem računanjem, z modeli, ve, da v bistvu se nam je zdaj že ta kompleksnost obravnavanja in ta recimo temu kompleksnost samega izziva toliko povečala, da v bistvu ni načina, da bi to nekako razrešili. To je podobno kot tista prispodoba z šahovnico in z povečevanjem zrn eksponentno na vsakem naslednjem polju. No, in v tem primeru se vedno poslužujemo principa Occamove britve. Se pravi, model naj bo samo toliko kompleksen, koliko je potreba zanj in nič več. Tako da tudi v primerih recimo
fluidne dinamike, vedno pogledamo, na kakšen način opredelimo izziv. Gre za, si želimo videti porazdelitev tokovnic, si želimo pogledati porazdelitev koncentracij, želimo res vedeti, kaj se v vsakem zrnu, na vsakem mestu dogaja. Želimo obravnavati primer kot recimo neki idealiziran reaktor, ne? Ker v tem primeru seveda nam to drastično določa, na kako kompleksen način bomo mi naš kemijski ali pa drug reaktor obravnavali, ne? Ali bomo res računali vse te specije, ki sem jih prej pokazal na primeru amonijaka, na primeru CO2, v vsaki prostorski in časovni točki za izziv, ki ga imamo pred sabo. Kar pomeni, če si predstavljate diskretizacijo okrog teh delcev, milijone in milijone točk. No, ampak kot ena taka ilustracija, v nekaterih primerih smo to dejansko naredili, predvsem zato, da smo si dokazali, da ta stvar lahko gre. In recimo za primer te pretvorbe ogljikovega dioksida smo dejansko za izjemno dolge čase, kar pomeni ure in ure, za milijone in milijone prostorskih točk in za izjemno različne pogoje lahko napovedovali, kaj se dogaja z vsako našo molekulo, z vsakim našim atomom v nekem realističnem kemijskem reaktorju, kot ga poznamo. Tako da dejansko smo zapopadali nekako popolno skalo res od atomske ravni do ravni milijonov in milijard atomov, ki v bistvu med sabo interagirajo že na način kontinuuma, recimo, če si predstavljate vodo, ki teče iz pipe, tudi na nek način kontinuuma. In na ta način v bistvu lahko dobimo izjemno kompleksne popise za različne pogoje, temperature, tlake, čase, specije in tako naprej, seveda pa v praksi, v smislu vodenja procesov in tako naprej, lahko naredimo zmanjševanje reda in drastično samo kompleksnost postopkov zmanjšamo. In to je neka taka ilustracija, kako do tega pridemo. Zdaj, nekako za zaključek, bi v bistvu povedal nekaj o tem, o modeliranju in izzivih, ki nas čakajo. Zdaj, ta digitalni oziroma modelerski del večravenskih opisov se vedno sestoji, pač to je tako definicija, izklopitve vsaj dveh različnih pristopov na ločenih ravnih. Kar pomeni, da sklapljamo to, kar se dogaja na ravni atomov, s tem, kar se dogaja na ravni recimo nekih razširjenih površin. Ali pa to, kar se dogaja na ravni katalizatorja, s tem, kar se dogaja na ravni kemijskega reaktorja. Pristopi sami po sebi so že v tem trenutku precej dobro razviti, ampak njihovo pogovarjanje med sabo, komunikacija in razumevanje je pa tisto, kar je še trenutno velik izziv, da ne govorim, kako šele v nekih aplikacijah, na nek uporaben način. Kot rečeno, spoznali smo te različne ravni, se pravi ravni atomov, tako imenovani DFT, mezoraven, kjer imamo opravka za kinetičnim Monte Carlo, se pravi tudi drug način modeliranja, z mikrokinetičnim modeliranjem, ki je v bistvu tudi način integralnih, diferencialnih in diferenčnih enačb, in pa z računsko dinamiko fluidov, kjer v bistvu imamo opravka matematično z parcialnimi diferencialnimi enačbami, sklopljenimi seveda z vsem, kar smo imeli do sedaj, in na ta način v bistvu lahko od ravni atomov pridemo do ravni kemijskih reaktorjev in tovarn. Vse stvari je treba vzeti zgolj v službi validacije s poskusi. Kar pomeni, da modeli sami po sebi, dokler niso soočeni z realnostjo laboratorijskih ali pa industrijskih poskusov, načeloma niso vredni veliko, ampak v praksi se pokaže, da velikokrat lahko izjemno zanimive izsledke napovemo, brez da bi sploh delali eksperimente. Kdorkoli se ukvarja z neko podatkovno analitiko ali pa modeliranjem pozdravlja z garbage in garbage out, kar pomeni, da vkolikor imate opravka z izjemno slabimi podatki, ne pričakujete, da bodo vaši izsledki dobri, razen v izjemno redkih primerih.
Inženirstvo, kemijsko čakajo številni zanimivi izzivi, ki so več ali manj kar poravnani z izzivi, s katerimi se srečujemo kot človeštvo. To je izogib energetski revščini, prehrambna varnost in v bistvu ohranjanje, v bistvu še vedno ostaja inženirstvo v službi tega, kar je bilo že ob samem spočetju. Se pravi, v službi človeka na način, kjer poskuša čim bolje naslavljati energetske izzive in izzive neke splošne blaginje človeštva, ki nas trenutno bodo tako drugače kar resno pesti. Še enkrat najlepša hvala za povabilo, zahvalil bi se tudi delodajalcu, Kemijskemu inštitutu in seveda vsem agencijam in financerjem, ki so v bistvu te izredno zanimive raziskave skozi čas tudi omogočale in jih še v bistvu omogočale. Tako da najlepša hvala.